Jaz mislim, da se da z investicijami, tako velikimi v Petrolu, narediti boljši donos. Kajti investirani denar, ki ga za investicije porabimo, bi mogel prinašati več, kot je prinašal do zdaj. Ne, to ni nobena nezaupnica. Oni so enostavno investirali in toliko so enostavno imeli donosa v teh letih. To sem jaz ugotovil. In to je za mene premalo. Sej mogoče bodo pa rekli, da je v redu. Se včasih je dobro tudi nič, boljše kot minus, ne? V bistvu, kar je grafično ponazaj, drug delničar ima polno napak, se pravi, treba je gledati z drugega zornega kota in vse iz letnih poročil se tudi ne da videti. Zdaj, jaz mogoče lahko povem, da nadzorni svet je bil ves čas konstruktiven in je spraševal. Odgovorov nismo dobili. Zdaj, jaz težko odgovorim, zakaj odgovorov ni bilo, ampak povem pa lahko, da tudi odgovora od prve in do zadnje seje, ko se je gradivo obravnavalo, gradivo ni bilo pripravljeno in nikoli ni pojasnilo, kaj so investicije znotraj sprejete strategije in kaj so tiste investicije, ki so predvidene. Torej, ocena je, da bi, če bi uprava želela, imela je to podporo svojega nadzornega sveta, lahko pripravila kvalitetna gradiva in mi danes ne bi imeli te situacije. Ne, mi to popolnoma zavračamo. Šlo je res za nek lapsus pri pripravi bodočih denarnih tokov, kar se seveda potem tudi odraža v zadolžitvi. Pri tem so sodelovale vse naše strokovne službe, seveda sključno z nami, tako da šlo je res za tako imenovani lapsus, ampak v bistvu ne je, da ta lapsus ne bi vplival na nobene dodatne stroške. Na zadnji seji smo mi ta lapsus popravili, kar je to ena čisto normalna pot v komunikacijo med upravo in nadzornim svetom. Je bilo za vas že prepozno, ko ste to popravili? Jaz gleda, je bilo to prepozno. Odločno zavračam. Mi smo imeli zelo dobre in korektne odnose z celim nadzornim svetom. Lahko pa rečem, da so potegnjeni iz konteksta. Lahko potrdim samo to poročilo, ki smo ga pripravili, temelji izključno in zgolj samo na gradivih, ki jih je nadzorni svet obravnaval. Torej, nič ni vzeto iz konteksta. Vse je, kar je bilo danes prikazano kot številke in kot pojasnila, izhaja izključno zgolj iz gradiv, s katerimi je razpolagal nadzorni svet. Tako da njegove izjave žal ne morem komentirati. No, lejte, nadzorni svet je predstavil svoje razloge, vendarle je pa dejstvo, da se zastavlja vprašanje, ali je tako rigorozen, tako radikalen ukrep, kot je odhod uprave, ki ima dejansko je imela odlične rezultate in tudi v smislu perspektive družbe, res pravi ukrep. Nadzorni svet je imel vendarle možnost tudi poseči po drugačnih ukrepih, sredstvih, ne nazadnje ne bi sprejel tega, kar je predlagala uprava, ali na drugi strani seveda skušali poiskati razloge za nastale napake. Veste, ni nujno, da so napake, ki jih je danes uprava sicer pripoznala, samo plod in razlog njenega dela ali malomarnosti. Morda je to prišlo na mizo tudi k njim, sami seveda tega v veliki meri ne počnejo, tovrstnih ocen in izračunov, tako da iz tega naslova je možna tudi kakšna drugačna interpretacija in tukaj bi pričakovali konstruktivno ravnanje. Ne nazadnje to upravo je postavljal nadzorni svet in zastavlja se vprašanje vseh prejšnjih sej, prejšnjih ravnanj in ne nazadnje iskanja rešitve, ki bi bila dobra za družbo, mimo in ne nujno neobhodno s tako radikalnim posegom, kot je odhod uprave. To je zdaj prezgodaj presojati, za kakšno obliko napake je šlo, ali je bila malomarnost, ali je bil lapsus, ali je bilo kaj drugega. To se bo ugotovilo v tem revizijskem pregledu. Je bilo pa pravilno, da so se razšli sporazumno in ne krivdno? Poglejte, uprava Petrola, nekdanja uprava Petrola je imela vsa leta zelo dobre rezultate. Tudi družba je dobro stoječa, v redu lahko bi bilo tudi kaj boljše, ampak na danih okoliščinah lahko rečem samo, da so rezultati zelo dobri in ne vidim ta trenutek nobenega razloga, zakaj tak sporazum, kot je bil sklenjen, ne bi bil sklenjen. In tudi v prihodnje bomo videli, kaj bo revizija pokazala, ampak zaenkrat smatram, da je to tako korektno, kot je.
No, na nek način je bilo o tem slišati danes na skupščini in deloma bi lahko temu pritrdili. Seveda, posebna revizija, o čemer zdaj teče razprava po prekinitvi, na kakšen način, kdo je za to primeren, kompetenten, strani različnih delničarjev, tudi Slovenskega državnega holdinga, vendarle izkazuje dejstvo, da preveritev iz tega naslova tudi v smislu vseh dolžnih potrebnih ravnanj nadzornega sveta in nenazadnje njegovih organov komisij pravzaprav izpostavlja vprašanje, ali je to res potrebno, kolikor bi seveda vse doslej bilo narejeno na način, kot bi delničarji brez nadaljnega želeli v dobro družbe. Z veseljem.